Živijo, jaz sem Boštjan Ahbar in to je podcast Podrobnosti, 51. epizoda. Na drugi strani linije pa tako kot vedno najbolj žametni glas centralne Evrope. Anže, kje si? Ok, centralne Evrope, ok. Zdaj ti si zapisuješ te, da me boš ubal na začetku. Ne, a veš, da se vedno sproti izmislim. Okay. Kar izleti. Okay, bolj pristno. Ja. Ja, čeprav zdaj si tudi ti žameten, ne? Ja, zdaj idemo se malo pohvaliti. Oziroma, daj ti teh tehnikalije malo povej, pa da se hkrati zahvalimo vsem, ki so pač to omogočili. No? Ja, mislim, mi valjda vsakič rečemo in to bomo vedno rekli, ne, ker je poanta aparatusa, da stoji na temeljih poslušalcev, ki nas podpirajo. Ne. Tako da tam rečemo, pejte na aparatus.si/podpri, pa nas podprite, ne, ali pa na aparatus.si/salca, pa nabavite šalco. Ne. Potem s tem denarjem dejansko lahko upgrademo pač našo opremo, ne, in zdaj smo nabavili še Bokijo eno mini mešalko, ker ona njegova je bila kot ponovadi pri Bokijovi strojni opremi dokaj za nič, tako da ima zdaj novo, ne. Ja. Tako je življenje. Mislim, dokaj za nič, nekaj je dala. Ne? Nekaj je dala. No. Ampak z malo sreče bo pač v prihodnosti tudi tvoj glas vedno bolj žameten. No. In to res ful hvala vsem, ki podpirate. Res, brez tega ne bi bilo tega. No. Tako, to je treba reči. Pač. To jaz vem, vsakmu podcastu rečem, ampak vsakič čisto velja. No. Tako da, evo. Jaz upam, da je... Čakaj, da povem do konca. Okay. Jaz upam, da je razlika že očitna. Moj glas je neprimerljivo bolj podoben Anžetovemu, kot je bil pred 14 dnevi. To je res. Trudim se na tej strani. Okay. Ne, ampak res, ko smo šla pretestirati, ko sem šel pač poslušati sam sebe, kar je zelo zoperno početi, je razlika orang. Tako da tudi v mojem imenu ful hvala vsem tistim, ki na tak pa na drugačen način podpirate to mrežo. Res je, pred sabo imam tu Onyx Blackjack mešalko, ki mi jo je Anže pač iz donacij zrihtal in poslal sem v Španijo in lahko rečem samo ena velika hvala, ker pač s tem nekako podpirate to, kar mi delamo, ta moj oziroma ta naš hobi, ki ga pa koncu na nek način delamo za vas. Oziroma je nek krog tu, a ne Anže? Circle of life se temu reče. Tako. Tako da, full thanks. V prejšnji epizodi smo govorili z Matevžem Luzerjem o filmu Marsovec, kjer pa je bilo možno pač tudi slišati, da zvok mogoče ni bil najboljši, kar pa tudi, če bi že imel to mešalko, ni nujno, a veš, kaj hočem povedati, ni bilo zaradi tega, a ne, pač Včasih nas Skype ne mara, gremo tako reči. Včasih, ko pač Skype nas ne mara, je pač treba ti Skype feed ponucati, kada se pač ne snemamo vsak sebe, ker mogoče malo tisti, ki se vaš bolj to zanima, pač ponavadi, kada lahko vsak snima sebe in potem Anže to zmiksa v en file in to super izpade. Kadar to zaradi takih pa drugačnih težav ne moramo narediti, uporabimo Skype feed, oziroma Skype feed, si se prav rekel. Ja, se dobro sliši, ja. Ja. Pač izpade, kakor izpade. In tudi v današnji epizodi ne moramo obljubiti optimalnega zvoka, ker pač bo naš gost na Skypeu, oziroma na Skypeu, bo govoril prek telefona na Skypeu in se ne more sam sebe snimati in bomo pač mogli uporabiti ta Skype feed, ne pa dejansko ta zvok, kakršnega mi imamo tudi doma. Ne. Ampak se pa trudimo, da vedno z gosti se dogovorimo vnaprej, da probajo sami sebe snimati, kadar je to le možnost, da potem lahko ta audio uporabimo in da ga Anže zmiksa in da izpade čim bolj studijsko. Treba je zraven dati disclaimer, da smo ipak mi amaterji. Trudimo se biti profesionalci. Vedno. Kar se tega tiče. Vedno. Ja, tako da hvala vsem za potrpežljivost in za vso to podporo. Anže, admin zadeve na hiter, kar še nismo povedali. No? Podcast je valjda na spletni strani aparatus.si, ki je zdaj tudi na Wikipediji, ker je naredil vnos v Wikipedijo, tako da hvala temu človeku. Potem smo tudi na Facebooku, tam posačite aparatus.si. Podrobnosti imajo tudi svoj Twitter account, ki ga vestno fura Sužen strokovnjak, ki je zanj že dobival ponudbe, naj se prijavi na NASO. Ta Twitter account je @podrobnosti _si. Trgač, pa mislim, pa dajte na kakšno oceno v iTunesih, dejansko jih dajete, tako da ful hvala, ampak to pomaga, ker se potem v iTunesih malo več kaže podcast, ga kdo še lahko najde, tako da ful hvala za to. Ja, res thanks.
Danes pa je na zahtevo poslušalcev, pa to ne zdaj, da je bilo ta teden, ampak tako, čez celo leto, odkar smo z njim zadnje govorili, je bilo res ogromno teh tweetov, kdaj bo prišel on nazaj, dajte ga spet povabiti. In glede na to, da se je pravkar upokojil, da je zdaj upokojenc, ampak ni star 70 let, smo ga povabili nazaj na podrobnosti. Tako da ja, Milko je spet z nami, Marko Milič. Milko, to, kar doma iz Ljubljane, ne pa iz Bližnjega vzhoda, kjer je bil na zadnje, ko smo govorili z njim. Mislim, da je bil v Kuvajtu, ne? Takrat, ja, v Kuvajtu, ja. Tako da se bomo z njim pogovarjali o normalno njegovi karieri, glede na to, da je zdaj zaključil in o stvareh povezani s tem in se res ful veselim te debate z Milkotom, je vedno dobro govoriti, če ne drugega, se nasmiš z Osovsko, se pogovarjaš z njim, tako da če smo vse povedali, Anže, pa štarti zadevo. Ok, z nami je Marko Milič. Milko, zmotili smo ga lih pri gledanju Usodnega vina. Milko, kje si? Evo, zmotil si me, na hiter, zdaj se pogovorimo, da pol koncu jamam. Ja, sam res, no, sej to Usodno vino, še z Anžetom smo lih malo pregovorili, da je za te naše boljše polovice jih je kar prevzelo, no, treba povedati. Ja, zvečer imamo malo mira, ja. Ja, tiste 1 uro, kako še traja. Še dobro, da si potegnil tako, kot vse ta prave te nanizanke na par mesecev. To si prej dobro rekel, da vsi govorijo, da doben to ne gleda, a vsi se vejo v nadaljevanki, ne? Vseh po imenah vse kličejo. Ja, valjda, ja. Drugače pa v Ljubljani si, mislim, smo te zmotili v Ljubljani. Ja, mislim, ne zmotili, sem vesel, da ste poklicala po dolgo cajta, sem doma, dolgo časa sem se po svet pojel, zdaj pa malo doma, pa puncah. Veš kaj je, dobro, po eni strani itak zdaj je pač bilo malo, ker si pač, da rečem temu, upokojil, je bilo malo več normalno, oziroma kar veliko govora o tem. Po drugi strani pa je, odkar smo snimali tisti prvi podcast s tabo, je bilo neverjetno folka, koliko je folka hotelo, da še enkrat priješ nazaj na podcast, veš, da si še enkrat gost. Da, ja, hashtag Milko na Twitter, kaj že? Milko na Twitter je bilo, ja, na Twitter je bila prav cela štorija, tako da hvala za to in res je bilo ogromno teh prošenj za to in končno zdaj smo rekli, bomo združili vse skupaj, evo, tak moment je, pa je fajn naneslo, tako da. Ja, lepo smo se zanče razgovorili, ja, res fino. Ja. Zdaj si že kar nekaj časa doma, odkar si, da rečem, nazadnje vrgel profesionalno basket, da si vrgel žogo na koš, kak je feeling zdaj? Ko si uradno upokojen, to me zanima, ker tudi mene to čaka, ne? Nekega bližnjega dne. Skozi se pripravljaš, najtežji so še te meseci, tako se pripravljaš, pa nekaj vlečeš, da bi še malo igral, malo še čutiš, da bi lahko igral, ampak glava ti že malo drgamo vleče, malo me punčka moja familiji. Ja, malo smo ga izgubljali. Milko? Evo me. Ja, da še enkrat, zgubljal sem za 10 sekund. Evo, sem zavil z ceste. Ja. To je zato, Boke, da še par let igraš, pismo, ti si zdaj v top formi, snajper, pismo, jaz 7 trojk, ti zdaj v leni tekmi, dok sem jih za zadnje 3 sezone, pismo. Tako da ti še 2 olimpijade lahko potegneš kariero. Ni se pa lahko ločiti, saj sam viš, doskrat si zmatran, pa misliš, to je še zadnja sezona, to je še zadnjih par mesecev, ampak pol, ko se nekako regeneriraš čez poletje, pa si 3-4 mesece brez košarke, pa vidiš, koliko imaš košarko rad, je težko. Ampak ko sem se nekako glavo preklopil, da se sam poslavljam od profesionalnega igranja košarke, da bom v košarki, ki že cel moj življenje prisotna še naprej v kakšnih drugih vlogah, je bilo lažje. Ampak ta čas, ta prepih, ko se odločaš, da bi še igral, bi nehal, je najtežji. Vse poje, ko se odločaš, nekako se odleže, pa glavo drgam
drugam fokusiraš. Pa zdaj pa že par mesecev ne igram. Zadnje tekme sem znaš Brezo svojih skupaj odigrala, pa smo se dobro imeli tam v Kuvajtu, tako da bi en fin zaključek karijere. Ja. Tukaj doma moram reči, da sem zelo lepo tole pripravil, se bo kar gana pravi, tako pika. To recimo liga te moja najkrat poslov, vse se mi športniki nekrat, te stvari nam pomenijo, manjša emocije navijači, vse se hranimo z emocije, vse nam je tu služba, vse živimo od košarke, ampak vse nam na koncu te spominčki nam naredijo toplo pri srcu. Ja, no se to te bom pol še malo vprašal, glede tistega upokojitve dresa pa vse to, ampak ja, tako si sam rekel, teh zadnjih, tudi sam pri sebi opažam, teh zadnjih par sezon, v bistvu, pa ne par, mogoče lansko, pa zdaj to letošno, ko nekako res misliš, a je to zadnja, pa pol letos poleti, recimo tudi jaz sam prvič razmišljal, bi nehal igrati, recimo, ali ne, ker iščeš ali nek motiv, ali neko veselje znotraj tega, pa se mi zdi, da se vedno na koncu, dokler še lahko igraš, pa dokler si še zmožen, pa še lahko toliko dobro igraš, da še uživaš v tem, se mi res zdi, da se prehiter neha, no? Da bi se prehiter odločil. Jaz večkrat rečem, da z večino teh soigralcev ali pa kolegov, ki jih imam iz košarke, ki so se mogoče v zadnjih 5 letih upokojili, mi je čisto vsak rekel, da je dokler lahko igraj, ker pač tega življenja, ko ga zdaj poznaš, to pol v bistvu čez noč tega več nija, veš, to druženje, potovanja, tekme, adrenalin, veselje, ne vem, žalost v porazih, utrujenost, ki jo pol na nek način zdaj ne pogrešaš, pa jo pol pogrešaš, en tak posebni feelingi so, no. Ja. Se sam že dolgo časa nekako malo mentalno pripravljam na to, ja. Ja, tako da tega bomo videli, no, ampak zmeraj bi lahko šokno, tudi vidim pa vseh tih športnikov, gdje je en kup enih upokojencev, pa malo njihove športnikov upokojencev, od Mazeve, Kozmusa, vidim Petkovška, Klele, težko je narediti tako raka, ne, pol se nekaj časa loviš, lažje kasneje najdeš kakšno stvar, ki te veseli, recimo, da te, meni je motiv, da najdem stvar, ki bi me toliko veselila, toliko noter potegnila, recimo, da bi vsaj pol toliko, kar je bilo pri košarki. To je bilo res neverjetno, ne. Košarka zadnja 20 let, kaj se nam je dogajalo na igrišču, ob igrišču, to je res bilo nekaj neverjetnega. Tako da pač imamo to srečo, da lahko hišemo, pač da smo sigurno toliko eksistence zagotovili, da lahko hišemo stvar, ki nas bo veselila, to stvar, recimo, da je mogli preživeti. In to je en plus, da športniki lahko imamo, le pa pozitivno je pač naprej. Ne? Tako da zaenkrat so mi pa doma toliko ta malo kopirale, ki so tu športnice, pa te šole, pa ta malo igrajo tenis, da mi zdaj zmeraj žal med kariero, ko sem že rekel, pa kje si zmatran, napismo zvečer v Bosni, vse pravi, sam par ur shodiš v službo, otroke razvozaš, zdaj pa sam ob 7-8 zvečer, sem praktičen njihov support, v njihov živim, padem dole krpa in vidim, recimo, da tudi našim ženam ni bilo lahko vsa ta leta pač biti naš support, pa še nas, vse veš, kako smo časah tečen, ko slabo tekmo, pismo je žena, pač se tam igralce znašajo doskrat žena po krivici doma v prenesenem pomenu besede, da sprostaš svoje frustracije, tako da nas trpijo ta leta, pismo so tudi veliko vredne. Ne, sigurno. Pa jaz to letos malo postopoma vidim, ker sem v bistvu zdaj prvič, ampak res dejansko prvič v karieri, kar igram pač profesionalno basket, da imam eno tekmo na teden, da ne igram zraven še neke mednarodne lige, ne? Da igram samo pač recimo zdaj špansko ligo in sem futbolko doma, veš. In vidim pri tamalih, recimo, ko je rekel, imam dopoldan trening, pa sem pol cel od kosila naprej, popoldan cel večer tu s tamalimi, da sem zvečer bolj zjeban, ko pa če bi imel trening, veš. In je bilo prav smešno, ko smo igrali, ko je začela sezona, pa mi igramo prvo tekmo, pa sem imel pa en teden vmes, vmes je pa recimo Barca lih imela eno tekmo, so igrali prvo tekmo Eurolige. Je bila ta tekmo po televiziji in meni Anka reče, a ni tako ful čudno, da ti si kar tu zdaj. Pa sem pa jaz rekel, ne, saj če hočeš, jaz lahko spakiram, pa gremo v hotel prespat, če bo tebi lažje, ker se navajena, da skozi potujemo, veš. Tako da v bistvu vidim, da je to kar en tak mali šok, no, ko si pa naenkrat kar skozi doma, pa verjetno res v najbolj pozitivnem smislu. No. Je pa za športnike, veliko ljudi reče, ja, pa si imel fajn kariero, pa ne vem, si zagotovil neko eksistenco naprej, to je, ampak je res določen šok, da v bistvu ti, poprečju nekje pre enih 35 letih, recimo, nehaš športom in narediš en tak ogromen korak v življenju, da v bistvu presekaš tisto, kar si počel 20 let zapored. Ker se mi zdi vseeno, da je drugače za enega, ki dela, ne vem, en tako, da rečem temu, s spoštovanjem, recimo v narekovajih, regular job, a veš, kaj mislim,
ko lahko vleče do 45, 50, 55, 60, ne vem, do konca, do penzije. Ti pa v bistvu med tem, ko si še nekako mlad človek, poln energije, imaš še cel life pred sabo, pa nekaj oranj presekaš. Niso to lahki momenti, se mi zdi. No. S strahom zgledam na to, moram priznati tak naprej. Ja, težki. Jaz sem tudi toliko časa cincov, pa na koncu sem vse preko pisal Milko. Je kar mi šlo pri športu na živce, ko so bili kakšni male reve, pa so mali cinca, sem rekel, kaj je z mano? Jaz sem isti, zdaj že 14 dni, 3 tedne cincama bija, ne bi, a bi še vas rekel, treba se odločiti, ni pa lahko, no, res ni lahko. Jaz sem toliko še svež upokojen, zato tudi ne morem še prav pametvati, kako se bom kasneje znajdu, pač grem z eno dobro volo, z neko popotnico, nekega znanja, 20 let karijere se podajam zdaj nekam novim izzivom na pot. Na srečo sem ego toliko zadovoljil, da mi ne bo v napoto, da lahko začnem malo nižji na hierarhični lestvici, pa bomo pa videli. Ni hudič, da ne rata. Ena stvar, ki jo imaš rata, je pa s tole besedo upokojenc bod mal pozoren. Jaz sem jo rekel za konc svoje karijere, da sem upokojenc. Zdaj me kar vsi upokojenc kličejo pismo. Bolj mene to moti zaradi žene, kaj ti je mislili, da ima z upokojencem spim. Sam jaz ne rabam plave tabletke. Smo upokojenci zelo mladi, praktično si na nekem tismu vrhuncu energetsko svoje, recimo, na koncu karijere, ampak kakor človek pa še čutiš, da imaš še enkrat energije za neke nove projekte. Dobro, na srečo smo s košarko videli, da nam meje niso fizične, pa vse te prijatelje, ki jih imamo po svetu, recimo, je veliko možnosti, recimo, raznih, pač skozi ta poznanstva, ki smo jih spletali v karieri, tako da se ni zabati. Sam ta prehod na vdov je pa res malo zoparen, malo nesiguren. Ja. No pa zdaj, ko smo omenjali to besedo biti upokojen oziroma upokojenci, pa to, recimo, ta upokojitev tvojega dresa v Ljubljani, ki je bil, a si to si vnaprej vedel, da bo, kdaj si to zvedel, da bo recimo upokojil dres, ker se mi to zdi, to v Evropi nekako mogoče, v nekaterih državah, pa klubih to je, praksa, v nekaterih ni, meni je to ful šeš, zato da so pri nas naredili, zdaj si poleg Daneva, da je še tvoj dres gor. Mogoče bi si ga še kjer od olimpijnih legend zaslužil, pa ga bo še dobil, to ne vem, kakšne plane imajo. Ampak sigurno ful lepo, pa se ti je moglo dobro zdeti. No. Zato, ker, veš, pri nas, če si kje pod stropom, to može biti pol pri Olimpiji v Stožicah, to neki velja, veš, za slovenski basket to res neki velja, oziroma, saj, da bi jaz imel recimo gor, bi mi to bilo ful čas, bi bilo orang nek pomen bi imelo za sabo. No. Ja, meni to, v Ameriki sam veš, recimo, kaj ta stvar pomeni. Meni, recimo, že igralci imamo zelo, jaz praktično ne, z vseh klubov sem vse stvari razstalo, iz vsega kluba mi vstal en dres, ki ga imam nek za svoj spominček, tako da mi športniki ali pa košarkaši smo zelo emocionalno vezani, recimo, na dres. Niti sam to ena majica za 15 € raznih barv, ampak nekako spomini na klub, na vse prijatelje, na tisto borbo skupaj za neke zmage, za neke naslove, vse lepe trenutke, in da so mi tukaj v klubu praktično izkazali tako čast, mi je bilo to res toplo pri srcu, res tista pika na konc karijere, da sem mu šanso pač prideti tudi svojim otrokom, praktično one so tako mehne, zadnjih par let sem sam igral tam po teh arabskih državah, me sploh niso praktično razen 2-3 na televiziji videli v živo igrati, da so prišle z mano pač z družino ob dvigovanje tega dresa. Je res ena taka čast, normalno pa, da bi si še ta dres. Zdaj so pač obudili to tradicijo, kar je zelo pozdravljam, je pa velika luknja med Danevom pa med mano je bilo še veliko olimpijnih legend, kar po mojih bojo tudi zdaj začeli s to tradicijo pač malo za nazaj obujati, pa jih ob raznih ali njihovih osebnih jubilejih ali kakšnih klubskih jubilejih, sigurno še gor pod stropom je še zelo veliko prostora. Še placa. Za sosede. Mi dozivate, smo si prve parcele rezervirali, bo najboljši pogled. A sta čisto zraven semaforija, ali kaj? Ja, mene so dali zraven semaforija, sem malo mlajši, čeprav, mi dva so si ures, da dobro pogledati, tako da unik boste naslednji gor, da note pred senco na našo parcelo metal. Čeprav je ful bizarna, ker včasih, a veš, ker še ni bilo teh cifr do 100, ne? Če bojo ful upokojali, bo tako ene 17 bo gor. Ta bo kar smešno. No, recimo zdaj, če bojo recimo Vilfana, če se bojo odločiti, recimo, da bi Vilfana dali gor, Petra Vilfana, Ja. Je tudi ti spustil nek orang pečat v Olimpiji. On je tudi imel 12, Ja.
moj dres je tam tako velik, da praktično bi bil še Gilletov prot, tako da lahko še njega na moj hrbet zraven. Tako da on je tudi siguren legenda. Ampak glej, mi pa dobra stvar to, da če gledamo te Stožice, to je ena najlepših recimo dvoran v Evropi, ampak med nam malo je brez duša. Tako da tako stvar uživljajo, recimo, pa po drugi strani pa recimo Tivoli nekako tehnično bil zastarel, ampak je bil stvar, ki je vsakmu slovenskemu, ne samo košarkašu, ampak športniku en hram športa, prav pokot zgodovine. In kle recimo mogoče, če se ta tradicija uživi, mogoče te mlade generacije bojo tudi, kaj si mal videle to, da je nekako nek spoštovanje do bivših igralcev, ki so nosili pač Olimpijin dres in bojo mogoče, tudi dalj časa tukaj doma ostajali, ne bojo tako hitro že pri 15-16 rinali v tujino, mogoče se je kdo tudi ga v to motiviral, tako da je lepa gesta. Ne, to je sigurno, nisem neka teža nisem neka priznanje za igralca, pa za njegov kariero, ampak tudi daje neko težo v klubu, konec koncev, da ti upokojiš igralce, ki so ti dali neki pomenijo. Meni se zdi to, da je lepo pač do igralca in tudi zelo pozitivno za klub, tako da je res ful dobro. Zdaj bo samo zanimivo videti, če bo še ostale slovenske klubi začeli to delati. Jaz moram poklicati v Maribor, če bo kaj mogel dali gor. Lahko bi, kako se hecam. Jaz niti približno nisem Maribor imel take karijere, niti Maribor nikoli ni igral na takem nivoju kot Olimpija. Ne, samo to ima prav to z dušo, ne. To je ful dobra poanta, no? Ker se mi zdi, da na temu bi se dal malo zgraditi, ne. A veš, da ni sam tako, da se ve, da se je to dogajalo, ker se mi zdi, da se fulkrat se pozapa, veš, da zdaj le eden mulc, ki je star 12, ne. A veš, hvala Bogu za YouTube, da te lahko vidi kuca čez un avto, ne. A veš, ker načeloma se tako, kar malo minejo te stvari, saj za ta male govorim, a veš. Tako, če gledaš naša generacija, se vsi vseh spomnimo, ne, več ali manj, veš. Ja. Tako, recimo, jaz sem zadnjič videl slučajno sem na televiziji. Ja, to imaš prav. Ja, slučajno sem zadnjič na televiziji ta film, ki sem ga zamudil, ki je upal, da je pred enim letom prišel, kaj bičemo prvaci sveta, ali kaj je že bil, ko je bila ta generacija Daneva, Jugoslavija pa to, ne, ko so premagali Američane in tak naprej. Potem sem šel pa, ampak film sem malo sem ga gledal, malo ne, nekaj nisem imel časa. In sem šel pa potem kasneje prav na YouTube gledati, Anže, lih to, ko si rekel, hvala Bogu za YouTube, ne, v bistvu je gor prav tekma, prava tekma, ko so igrali takrat v Tivoliju, a veš, Jugoslavija, Združene države Amerike, a veš. Ja, in sem šel to gledati, a veš, in je prvič v bistvu, a veš, in to videti polno dvorano, kako se to borijo, tiste brke iz 70-ih, a veš, kratke hlače gor, da tega se ne jajce ven vidijo ob strani, a veš, in pol to nekako gledati je super, a ne, in je res, recimo, ne vem, 20 let nazaj, pa mogoče kako leto več, nismo imeli te možnosti, a veš, jaz sem takrat vedel, kdo je bil Ivo Daneva, ampak nisem imel možnosti iti na računalnik, pa v sekundi pogledati, kaj je človek dejansko naredil, a veš, kaj mislim? Ja. Ta tradicija bi se lahko tudi kje druge prijela. No, jaz sem res počaščen, ki je praktično res Olimpijo smatram kot svoj klub. Sam ne glede je to zdaj tako Stožice, kot nekaj na državni ravni, neka najlepša, največja dvorana, tudi drugele, tudi mariborska košarka ima neverjetno tradicijo. Meni je tudi žal, da malo je padla tudi recimo kranjska košarka, Triglav, recimo, tako da praktično ni sam velikost dvorane, recimo, nekako merilo, kjerkoli, veš, da bi ti bilo toplo pri srcu, kjerkoli, pa če bi na tla ugravirali na beton, ne vem, na playgroundu, kjer si začel igrati v Dravogradu ali pa zame v Kranju. Tako da ni ta stvar, tako da ni nujen sam, da je pompozan, ampak nekako je treba spet malo stvarem dušo upikati na vseh področjah. Mogoče smo iz tistega socializma, ki smo pred 20 leti uleteli, smo hoteli vse te kapitalistične dobrote, polne vozičke, Mercatorje, une, 3., 4. shopping centra, nas je to impresioniralo, mogoče zdaj fino, da spet stopimo korak nazaj k tem nekam osebnem relacijam človeškam. In v športu se s takim stvarmi začne. Ne. Problem bi bilo pismo, če prej si rekel za Ivo, ki so igrali v unah hlačkah, če bi mi igrali v naših časih v unah hlačkah, ki je bila ledena dvorana zraven, pa je bil sam knal v stenah, smo po zimi igrali v rokovicah z odrezanim tako blazincem, da smo lahko čutili žogo, recimo malo za rotacijo, bilo treba, če bi zdaj otroci gledali, ali pa ne otroci, okay, če bi kdo zdaj gledal une slike, bi skozi se mogli izgovarjati, kako je bilo hladno v dvorani, pismo, če bi imeli premehne hlačke. Treba biti ponosen pač na zgodovino, ki jo imamo v vseh klubih. Definitivno. In to je treba tudi dati na nek
To treba dati na neko mesto, da se te stvari vidijo. No, recimo ti si mi rekel za Maribor. Zanj sem bil slučajno na Braniku, tam malem igrajo tenis in me en gospod, ki tam legenda že 70 let, me je pelal v neke sobane, je vedel poimensko vse igralce, tudi Zmago Sagadin, ki je bil tam, pa Pero Vilfan, ki je začenal. Za 60 let nazaj mi človek bi mislil, da se ne bo zapomnil, nočem ga užaliti, pa tudi imensko ga ne bom izpostavil, da se ne bo 3 imena ulic zapomnil, mi od leta 40 do zdaj mi vse ekipe tam poimensko naštel, pa sem videl, da ima tako očala, vse igralce poimensko naštel, pa sem videl, da ima tako očala, da ne mora spodaj imena prebrati in mi z drhtečim glasom razlagal, kaj se je tam vse dogajalo, pa da zdaj malo zapirajo tisto dvoranco, da hočejo vršiti iz tiste pisarne ven vse te slike, ker hočejo neko naumnost, neko kongresno halo, spet eno čist brezosebno stvar zgraditi. On pa tam recimo 70 let neke mariborske košarke. Ja. Ne, to je škoda, recimo sploh Maribor je taka zgodba, no, ker mislim, vse je super, da je Krka tako močna, kot je pa Laško, je bil v svojem času, pa to, ampak Maribor, da ni uspel nekako držati koraka, recimo vse s Krko, pa s temi klubi, ki so nekako Eurocup pa to igrali, to je meni ful žal, no, ko sem v bistvu te mladinske pogone dal skozi v Mariboru, ker je dosti veliko mesto, da bi lahko to recimo imel skozi. Ogromno ljudi je tudi v Mariboru, ki imajo res srcem radi košarko. Se spomnim še reprezentance, ki smo igrali, kako feeling. Zmeram poln tabor, zmeram smo se dobro imeli tam pisno, tako da sam tako, mogoče kdaj tudi kakšna kriza dobra, da malo pride do očiščenja vseh teh ljudi, pa kakor bi moj prijatelj rekel, podgan prekorito, tako da mogoče če se začne iz nule, če se začne iz nule, se lahko spet kakšna zgodba, še posebej, če ima tako zgodovina, kako je, Mariborska ali pa klele recimo Olimpina ali pa recimo Kranjska košarka, to so zgodbe, zdaj sem zmislil 50, 60, 70 let neke zgodbe, čist drugače, kakšne te instantne zgodbe, zdaj, ki se dogajajo v Sloveniji, pa tudi drugje, kakšni klubi, ki pride en sponzor, pa v 2 letih hoče pridati iz neke lokalne lige, v Euroligo, pa po 3 tekmah vidi, da to ne gre, izstop ven in sam in svoj kapital, klub pa strmoglav v 4. ligo. To se ne more primerjati te zgodbe, Mariborska ali pa Kranjska ali pa ta recimo Olimpija. To so vse klubi z neko tradicijo pa težo. Ne, so sigurno. No. Je pa to, če hočete prej, ko smo govorili o tem dresu pa Olimpija, to, da je pač jaz vem, da je težko v Sloveniji, pa vse je s financami vedno povezano, ampak recimo jih ta marketinški del mogoče malo nasplošno v slovenskem športu pogrešam. Sploh, ko enkrat igraš tujini, pa vidiš, kaj vse se dela, pa koliko ljudi dajo to noter, da ima klub dober imidž, veš, na to podobo od zunaj. Jaz ne vem sicer, koliko Olimpija dela na tem, ampak tako, kar sem doma, pa kar se pogovarjam, se mi zdi v primerjavi s temi klubi, ki so recimo istega ranga kot Olimpija, mogoče še vedno ne dost, ali pa delajo, pa enostavno ni toliko interesa, oziroma se te stvari toliko še ne primljajo pri nas, no, kot se mogoče tujini. Jaz ko se izpostavljam recimo Nemčijo, ko sem bil gor, recimo klubi, ki so manjši od Olimpije, z manjšo zgodovino, z manjšo, bomo rekel, tudi znanjem in kvaliteto konec koncev, pa s recimo s primerljivim budžetom delajo z marketingom neverjetne stvari. Igralci so dejansko zvezde v tistih svojih mestih, ne vem, 100, 200, 300, 500 tisoč prebivalci, ki živijo tam, in delajo to en res tak prav in zdrav način in privabljajo folk v dvorane, ki pol normalno nori na tribunah, pa ne glede na to, s kom igrajo. Veš, ne pride gledati samo tisti, da pride najboljša ekipa države, ampak dejansko hodijo gledati svoj klub, kar res ful pogrešamo v slovenski košarki. Recimo sploh Olimpija, ki je imela, tudi ko si ti igral, mislim, takrat se spomnim, da Tivolija nismo mogli dobiti karte, pismo nikakor, ampak tisto je bila res generacija, oziroma par let, ko je bilo res neverjetno, ampak malo zatem, pa pol, ko sem od 2000 leta naprej, pa malo problemi, pa sem tja, lih takrat bi se mogoče pričakovalo, da bi se pa še bolj zagrablo, je pa v bistvu, ko enkrat ni bilo več tistih vrhunskih klubov, oziroma kadar so bile normalne tekme, ni bilo skoraj dobenega na tekmah, pokaj pa prišel pa entenaj, ko se je bilo pa nabito, veš, in je, to sem že večkrat rekel, pa se vprašaš, koga hodijo gledati navijači, veš, to pa še malo v ljudi. To mogoče malo pogreša, oziroma jaz malo pogrešam v slovenskem klubskem basketu. No. Milko, recimo zdaj, ko gledaš nazaj na to tvojo kariero, kaj smatraš recimo pri sebi za najboljše leta, pa najbolj, bom rekel, na kar si najbolj ponosen recimo, no, skozi to svojo kariero, ki je bila prek 20 let verjetno neprofesionalne kariere. Ne? Oziroma, koliko sezon si sploh odigral? Sploh veš, koliko si sezon odigral profesionalnih? Se veš, kako sem nas hitro v ogenj že porinal. Že pri 16 letu sem bil nosilec igre v Triglavu tam sicer. Ne moram reči, da sem igral profesionalno, čeprav sem 2-krat na dan treniral, dostakrat tudi kakšno šolo šprical, kar ni pohvalno zdaj, da govorim klele javno, ampak takrat je bil že
prva slovenska liga, 4., 5. ekipa smo bili, ki je bila liga zelo močna. Bi lahko rekel že, da je bil recimo moja prva sezona profesionalnega pogona, če ne bi bil za zadnje 3 mesece sezone plačan za Vikotovmu krompirjem, kot kompenzacijo štipendije. Takrat rečemo, da ta prav profesionalizem je bil pa 17 let, ko sem podpisal. Zdaj je ljubljanska sramota pa razvalila Tisle Bellevue, včasih je bil pa to en tak prestižen hotel in tam sem s pokojnim legendarnim Mivotom Zorčičem, pa Rajgal je bil, pa Sagadin. So mi dali na 17. rojsten dan simbolično tistega zmajčka, ga še danes doma čuvam, en tak mehan kipac in to je bil nekako tisti simboličen moj skok. Tvojimi prijatelji, tisti malo bolj grob profesionalizem. Tako da pa bolj kar neke statistike, pa sami nekaj svoje naslovi, pa klubi, se mogoče spominam teh ljudi, pa svoj igralcev, trenerjev, tudi vezi z navijača, kaj se nekakšni tek so bili hišniki ali pa ljudje iz ozadja, recimo mi veliko bolj toplo, recimo pri srcu, se spomnim, kaj sem iz Italije, Španije, Amerike, kot ne vem, samih nekih mojih zakocavanj pa teh tekem. No. Ja, tisto bolj nekako polostane, se mi zdi, to je res, ja. Ja, tudi zdaj, ko se recimo vidimo s temi fanti, pa malo zgubimo kontakt, vmes se še slišimo recimo po telefonu, pa zgubiš kontakt, ampak tudi, ko se čez par let vidimo, recimo, sam tisti pogled, ki se spet iskrca za iskrik, se spomnimo, ko smo sedali skozi, pa se objamemo, recimo, te stvari so mi nekako več vredne. V koliko mestih si pa bil zdaj v vseh teh letih, a to veš tako? Veš, da si mogel dejansko se seliti, ne? To so se tudi z Bokijem že doskrat pogovarjali, te selitve so zmerom epske, ne? A veš, koliko si zamenil? Ja, sigurno, če bi preštel, bi vedel, no? Ne bi te mogel izstreljati zdaj z glave. Če bi 5 minut vse klube preštel, pa ni bilo toliko problem, dokler so bila sama zvestna, to so bila kuče potujuče, 2 borše vzamemo, pa gremo. Ne? Ja, valjda, ja. Zdaj, ko so se pa tamale, to je ene organizacije, pa treba vrtce, šole, a se bo družina 5-članska klimatizirala, a se ne bo, pri nam pa pri košarki je pa tako hiter, pa še posebej v teh državah sem zadnje čase igral, če je kaj narobe, hiter pokaš, ko krtujec domu in je bilo bolj pritiska. Prej tiste prve leta v karieri sploh nisem neke te operativne stvari, kakor so selitve polno razmišljal, sam da so zvestno so bila nasmejana, kjerkoli so bila, sam da se je igral, tako da kasneje se je malo zakomplicirati, recimo, ko imaš malo daljšo prikolico s sabo. Jaz sem naštel 13 mest različnih, s tem, da pač normalno nisem štel, recimo, Ljubljano sem štel samo enkrat, klubov je bilo več, oziroma selitev samih je bilo več, ne? Ker si recimo Olimpiji igral, ne vem, 4-krat, pa tak naprej, veš, kaj mislim. Kle sem 5 stanovanj zamenjal. Tako da ja, to je bilo pol kar neki selitev, no, pa se mi zdi, da za nas je to še ne, mislim, za nas to niti ni toliko težek del, za nas mislim kot košarkaše, bolj za družino, pa za recimo žene, pa za tisti, ki so z nami. Mi gremo na trening, mi se vklopimo, pri nas se začnejo tekmovanja, se koncentriraš na to, pri njih je pa ta life, pa na novo spoznati prijatelje, pa okolje, pa kje je to, kje je kje je lekarna, kje je bolnica, kje je trgovina, veš, ko imajo vse to čez, to je pa čisto drugo, ne. Jaz sem se čez noč čisto posod oklopil, za tam malo je bilo pa dosti čok, no, jaz se spomnim, sem jih tam v Bologni v neke vrtce, tako dosti hude privat vrtce, so vsi rekli, dober, jaz sem jih uvajal, pol je bila pa sem bil en tak primer, jaz sem se zmeraj takoj vklopil, vse veš, kako je, s fanti hitro navežeš stik, če priješ nekaj svoj igralca z odprtim srcu, pa da se priješ kaj boriti, pa pomagati, se hitro navežeš stika. Enkrat se spomnim, sem pelil, mi je bilo pa bolj težko, ko sem gledal, ko sem imel probleme, Vesna pa Tamale. Enkrat sem pelil nek zelo dober privat vrtac Tamalo, ni govorila še jezika, ne pač normalno slovenske govorila, ni italijanske še govorila, bil je tam tudi en od afriškega nogometaša, en sinčak in pridem pred koncem pouka, malih pogledati, da vidim moja pa tisti sinček fuzbolerja, tam v enem kotu, ostali si v drugem kotu, poprašam maestro, to učiteljico, zakaj sta pa one dva tam, ne v enem kotu? Ja, otroci malo zafrkavajo, on je črn, ona pa smešen govori, recimo. Ne? A veš, otroci so sicer iskrene, ne moreš zameriti, ne? Sam recimo pa tisti joko mesen, 2-3 tedne, dokler se aklimatizira, malo začne govoriti in oni so imeli malo več problemov. No, za nas veš, kako nam vsi pomagajo, pa dokler terapijo, da zadaneš 7-7 trojke, kako prejšnjo tekmo, veš, da nimaš enega problema. Ja. Ko je 0-7, je malo večji problem. Ja, jaz sem začel sezono 1-10, veš, trojke v prvih 3 tekmah, pa je bilo malo po strani pogledov, pa je bilo po uni tekmi, bilo pa vse v redu, veš. Ja, to je hitro tek, ja.
Te poje zdaj kličejo dizel, malo rabaš, da se ogreješ, pa ne prislušaš. Kaj pa je, če bi recimo, če te vprašam, kaj te recimo skozi kariero košarka naučila, oziroma kaj te je basket naučil, kaj bi znal, kaj bi povedal, recimo, sploh recimo, če bi te tam mladi to vprašali, veš, kaj je ena stvar, kaj si se recimo naučil skozi kariero, kaj ti je basket dal, veš? Zdaj vidim, toliko časa živiš temu, da so ti neko odrekanje, neka disciplina, neka motivacija, pa vse te neke stvari, ker to iz leta v leto, iz dneva v dan, ti kar rade nek normalen stanje, ti sploh ni, pa vsi okrog sebe so zelo podobni, ne? Tako da zdaj šele vidim, da to ni normalno, ne? Da si čisto vsak dan, da imaš glavo v neki tenziji, da razmišljaš, skozi moraš živeti za neke svoje osebne ambicije, klubske cilje, družino razmišljati pač, da je vse v redu za vse skupaj, pač eksistenco zagotavljati, se prebijati, biti že zelo odgovoren, zelo zgodja, ne? Tako da praktično 18-19 leta, ko greš sam, tako da nekako pač biti motiviran, pa vse riskirati za eno stvar, pač pomeni, ne? To osredotočenost, ne? Tako da to v kjerokoli sfero recimo bi se prenesel, po moje, taki ljudje, recimo, zato bi mogli, po moje, več te športnike pač izkoristiti, kaj sem tudi, imajo že te neke karakteristike, ki bi bili dobro pač biti zaposlen v kjerokoli sferah, kjerokoli firmah, v športu, ali kjerokoli pač ustanejo, da se jih ponudca, ne. To je bilo, po moje, večja rešitev. Vsi ti sponzorji se recimo v vseh športih v zadnje slikajo, dokler so športniki popularni, ne, bolj se govori, da damo športnikom penzijo, ne rabimo mi nobene miloščine, sam bolj denar rabaš da se počutiš, recimo, da se vklopaš v en kolektiv, v eno firmo, v en šport, da se počutiš, da lahko nekaj daš, ne, pa spet nekako dobiš tisto iskrco, ki si nekaj pač pomemben, pa delaš neko razliko, bolj kot tisto, da ti daje neko crkavico za štipendijo, pa za penzijo. Kar sigurno te športniki, ne glede na šport, ki so pač, da rečem, svetovnem vrhu, imajo za sabo res ene take izkušnje, ko v bistvu jih nima doben, veš, in prenaša vse te pritiske in se sooča s tem in tudi konec koncev premagovati neke strahove in tako naprej. To so take stvari, ki prav to se strinjam s tabo, da se da ponuditi na kateri stvari, če se lotiš po karieri, ne, in se strinjam, tako ti razmišljaš. Ne. Pa tudi kdorkoli športnika nekako zaposli motiviran in neproblematičen. Cel življenje si nekako navajen, da imaš nekega, nam rekel, šefa, trenerja nad sabo, si navajen se fokusirati svoj del na res, recimo nisi tako problematični, tudi če so bili talentirani, sam veš, je bilo dosti zelo talentiranih, tako kot midva, ali pa mogoče še malenkost bolj, pa so bili problematični, pa so že skozi rešeto, niso šli skozi kadetsko-mladinske kategorije, tako da oni so naredili vrhunske kariere v kjermokoli športu, so kvaliteten kader. Moj vse pa normalno, tudi jaz se moram zavedati, kaj me sprašujejo, bil ti za športnega direktorja, bil tretji. Rekel, jaz se na košarko se zelo zastopam, zelo detaljno, neke ostale operativne stvari, obladam to, kakšen majster tamle za računalnike, finance, ali pa kaj jaz nema. Tako da sam pa nam je kar nekako, da mora biti kar en full package, da moraš kar... Bi bilo pa zanimivo verjetno videti, oziroma vedeti, recimo, kakšne so pa razlike med tistimi športniki, ki so bili pač v timskih športih, pa kako se oni pol klopijo v določen, da rečem temu, biznis po karieri, veš, oziroma neko firmo, oziroma neko ne vem, društvo, zvezo, karkoli. Pa tisti, ki so bili taki strogi individualisti, da so bili v individualnih športih, pa da so bili samo ono, veš, jaz. To me zanima, kako bi, veš, ne vem, če se daj se merjave. To je bilo zanimivo videti, veš. Ja. To je res. Ja, mogoče teh so v timskih športih so mogoče, malo bolj komunikativni, mogoče bolj navadni nekih teh medsebojnih odnosov, oni so pa bolj mogoče strogo fokusirani. Pač, je pa enkrat ena, če vsak ostane nek bliz svojega foha, se pravi, košarkaši pri košarki, smučari pri smučanju, ne vem, finančniki pri financah, mesari pa pri mesu, pismo bi vse skupaj mal bolj funkcioniralo. Ne? Če se pa ti pa jaz to kjeri, ali pa kdorkoli drug košarkaš, če se v kjerikoli drugi vlogi nazaj vrnejo košarko, če mi da to delava z levo roko, pismo diskreditirala sebe pa celo svojo 20-30-letno kariero. Ne? Se pravi, da tega posla v košark se bo letila 100%, če se en politik tega lov. Poklele nekaj zalomo, pošel na neko drugo pozicijo, bo smuča prodajal tam ali pa prizerajo odprl, pa noben ne bo nič. Tako da športniki so, po moje, so kvaliteten kader, no, če jih bi lahko. Te firme, ki se zmeraj zraven baše okrog reprezentanc, pa te sponzorje bi lahko izkoristili. Pa tudi dobro je nekako za promocijo, tudi prepoznavni obrazi so v lokalnem okolju, tako da po moje
Je to win-win Sam situacija. pozitive lahko, ja. Ja. A ti boš, ne vem, če sem prav, v bistvu mi je Sloki rekel, no, da boš z mladimi pomagal pri zvezi, ali kako, že točno ne vem, a je to res nekaj na tem, da boš pri zvezi pomagal? Ja. A to se lahko pove kaj več, ker jaz res ne vem, kaj je za to nogo. Mislim, Rašo je zdaj tu prevzel veliko večjo odgovornost, se mi zdi, oziroma vsaj upam, da je eno in da bo postavil tebe pa še koga tule od te generacije, ki ste starejši, ki ste zdaj nehali, da bi pač pomagali slovenskemu basketu, ker to res krvavo se potrebuje, po mojem. No. Ja, ne, tako da sem zelo vesel, ko ste me Rašo, pa imate predsednik zveze, ki ste me poklicala in ste rekla pač, da bi rada bivše košarkaše, da bi nas rada vključevala nekako nazaj v delo v košarko, kje se sebe vidim, in ko sem rekel, da bi najrajše delal z mularijo v vseh pač starostnih kategorijah, ker oni so meni, pač tudi ti imaš te tabore, vidiš, da so oni kaj goba, ko jim nekaj poveš, upijejo informacije pozitivne, mi pa te stvari smo jih nekako dosegali v karieri, pa videli od menedžerskih agencij, od krivic do dobrih stvari, sami smo se nasankali, sami dobro skozi prišli, bi rad prenašal pač na mularijo, kjer lahko veliko več narediš. Mi imamo malo preveč fokusa vsem sam na prvo ekipo, na prvo reprezentanco. Tam pač ti moraš narediti atmosfero in upaš, da bo ekipa dobro igrala. Imamo pa toliko še reprezentanc od U20 pa nadol do super šolarja, imaš 280 osnovnih šol. Veliko zadelati in dosti prostora za vse nas bivše košarkaše, oni imajo pač vesele noter ustati. Ampak v kakšni vlogi konkretno, kot nek, da rečem temu direktor mlajših kategorij, pa to, da v bistvu imaš nek kontrolo, nek nadzor nad tem, da pomagaš pri vseh teh različnih reprezentancah, ko so U16, U18, U20 in tak naprej, ali kaj bolj direktnega, da si direktno povezan s katero od generacij ali kaj takega, ali še niste dorekli? No? Ja, ne, direktno bi pač povezan z uno generacijo, bi imela tisto poletje pač glavno tekmovanje, drugače bi pa kako bi sodeloval, kaj je en supervisor, ni neke, ne bom rekel športen direktor, to je neka kravatarska funkcija, ki gre zraven, recimo pisarna bi mi bila biti na terenu po celi Sloveniji, pač malo tudi s trenerji se pogovarjati in dati mogoče tudi malo samozavesti vzad, da se ne bojijo sam za svoj rezultat, pa da vrtijo 30 akcij za to, da bojo peti, ampak da je njim večji uspeh, če v mlajših kategorijah naredijo novega Nagbarja, Dragiša, Punda in da jih učijo spet malo individualnih stvari, da jih navdušijo nad košarko, bolj kot to, da jih že začnejo učiti akcije pri 12 letu. Pa kakšen ta individualen support pri kakšnih talentih, da se jih ne bi spregledali, recimo, ker sam veš, pri 13 letu je lahko kakšen čist formiran igralec, pa zgleda dober, kakšen je bil pa res, se spomnim Rašo, tako je pa rato top center Evrope. Takrat on pismo še Kosmat Podpajsko ni bil, če ga kakšen trener, ki je bil glavni igralec naše ekipe, ki smo na pripravah kadetskih mogel se je že bril zjutraj, pa zvečer se je nazaj mogel ljubovni tepih pobriti, da mu ni iz dresa vam gledal. Samo Dunga razvoj se je končal pri 15 letu, ker Rašo šele začel resno se razvijati, pa pri 20 letu rato top košarkaš. In še dobro, da bi recimo takrat en vizionar tipa Herksel, ki bo po eni strani malo čudak, ampak velik košarkaški zanesenak, pa da mu ni tak talent recimo šumim njega. In posle ta selekcioniranja regijska po cel Sloveniji, bi malo sodeloval in da nam vsi ne pobegnejo v odbojko pa rokomet, fantje teta visoki, da jih bomo tako zadržati. Tako, no, taka funkcija, tako vse splošna pač. Ja, sploh zdaj, ko je v bistvu odbojka res naredila nek orank rezultata, ne? V bistvu v drugi Evropi, jaz sicer moram priznati, da se na odbojko ne spoznam, pa ne vem, koliko je to primerljivo recimo z košarkarskim drugim mestom, kaj je lažje, kaj je težje, lahko pustimo za kako drugo debato, ampak vseeno, prav si rekel, Slovenija ima določen bazen pač mladih fantov, pa tudi punc, če govorimo o športu kot celoti, in ni to zdaj ena Španija, ena Turčija, ena Francija, pa ne rečem ena Rusija, veš, ker imaš ti toliko maso otrok in tiste talente, ki so visoki, ki so spretni, ki imajo neke predispozicije za košarkaše, ti se treba res zadržati v košarki, a ne? Če pokažejo to voljo, pa ta interes pri mladih letih, ker prehitro pa lahko vsak odide, veš, tako si sam rekel, poleg odbojke pa rokometa je pa še ogromno ostalih stvari, ki jih danes mlade zanimajo, tudi izven športa. Ja,
Ja, pa se pa še zelo hitro do našega, vse se pri nam tuži, ampak rečemo pri nam, da smo bili že vse malo bolj formirani, pri 18, 19, tam so se začeli menedžeri vključevati. Zdaj pa vidiš, da pri Tamalah že pri 14, 15 smo klele letijo, orli klele okrog, pa iščejo tele mulce. Doskrat ti mulce ne vejo, da so te menedžeri, oni so samo kos mesa, pač, da je par evrov provizije, da jih tako gledajo, da je doskrat ne gledajo pač idealen na njihov razvoj, v katerem letu je najbolj idealen njet, kjer klub, ampak pač gledajo skozi oči provizije. Tako da z nekimi nasveti mogoče bi tudi čisto vsem, če ti rečeš nekaj, ali pa jaz, ali pa Rašo, recimo, kakšnemu temu mulčku, ko smo sami na svoji koži naredili dosti napak, pa tudi dosti dobrih stvari prišli skozi kukaren, da nekaj na približen govorijo. Tako da to bi rad, da nekaj smo začeloma zmeti. Fajn. Ne, je pa zanimivo, zdaj, ko si jih omenil te agente, pa to, recimo, če dodaš skaute še zraven v to. Jaz se spomnim takrat, ko si ti igral v Olimpiji z 17, 18, ko si pred tistim NBA-om, ko si šel v Ameriko, in se prav še spomnim, da je bilo v časopisu, oziroma teh športnih časopisov, pa to, da je bilo prav, recimo je pisalo, ne vem, čisto na pamet govorim, Olimpija igra ne rečem, Panathinaikosom, na tribuni pa bo tudi scout, Clippersov, veš, to je bilo takrat, veš, pizda, pride en scout, ta ti bo šel na avion in bo prišel v Slovenijo gledati, a veš, to je bilo res takrat oranke, to sem tudi zanč. Jaz sem tudi zadnjič rekel, da si tudi ti, pa to ne, da bi tebi preveč v rit lezel, ampak dejansko si res nam vsem vrata odprl, da si v bistvu postavil Slovenijo na mapo, ker pred recimo tabo pa pred Rašotom ne verjamem, da se je nekaj strlo skautov v Sloveniji. Veš, videl ste nekako odprla ta vrata in je bilo tudi pol recimo Brezi, pa Benotu, pa Men, pa Sanju, pa vsem tem, ko smo bili draftirani, pol tudi lažje, ker so že poznali, valjda so rekli, veš, Olimpija, Slovenija, ne vem, Ljubljana, we know, veš, živeli, ne. Ampak hočem povedati, ta razlika je orang, ko zdaj v bistvu verjetno pride na vsako, ampak na dosti tekem, recimo, če ne Olimpija, sploh Jadranske lige, imaš ogromno skautov, verjetno teh regionalnih pa vsega in to sploh se ne govori več o tem. Časih je pa recimo, če en skaut prišel iz ene NBA ekipe, je to bilo, časopisu je pisalo, veš, to je bilo, to imaš prav, ko da je Papež prišel, ko so teli skauti prišli, sem jaz zmeran ta lepe štumfe, pa frizuro na piskar dal gor pismo, se pravi, da sem se okrog po glavu bril, še danes mi naroda, kakšne frizure sem nosil. Povrh sem opustil lase, kako reče južna braća, pokazavač mozga. Ki je skaut prišel, se je treba pokazati, zdaj je pa reče, to je zdaj ratar. A ste zmerom vedeli, da so skauti tam, tako so vam zmerom rekli, ali se je kdaj tudi zgodilo, da si špilo, pa sploh nisi vedel, da je kdo na tribuni? Ni jih bilo tokno. 1, 2, ki sta bila od Clippersov, pa od Bullsov je bil z naših koncev tale Dukan. Vem, da se mu je njegov prstan, ti šampionski svet, tako da smo več kaj unga diamantnega bika gledali, kaj une košek so se dol spustili. Tako da ti smo vedeli, ti smo vedeli. Takrat je bilo drugače, se pravim, takrat so to bile velike stvari. To so bili taki orang, mogoče malo zdaj preveč poetsko, ampak so bili taki orang premiki tisto, no, veš, res so bili, no, ker takrat predtem ni bilo, kje se kdo sanjal v NBA-u, da bo šel Slovenc v NBA, to je bilo, to sploh nismo govorili o tem, veš. Največ, kar je bilo iz Evrope, bil Detlef. Detlef Schrempf smo gledali, na DSF kanalu vsako nedeljo je bil basket oddaja in Detlef je bil ta glavni in njega smo si gledali, Seattle Supersonics. Točno to. A veš, a je res, no, Dražen, pa Divac, pa te legende, to itak, no. Res. No, ampak hotel sem te to vprašati, Milko, recimo za KZS-jem pa tako, ampak recimo kaj pa na dolgi rok, imaš kak cilj še v življenju, ali v bistvu si bom rekel te glavne cilje, kar si jih zadal kot mlad otrok, da si jih v bistvu že dosegel, no, a veš. Ciljev imam velika, ne, svoje šport, da sem si ti svoje šport nekako svoj ego zadovoljijo. Predvsem zaradi tega, ker sem dal zmeram vse od sebe. Zdaj, a bi kje lahko več dosegel, ne, normalno, da bi lahko, ampak dal sem čez celo kariero vse od sebe, lušten mi je rad, tako zaradi tega sem miren. No. Išem pa nekaj, zdaj, za nekaj časa išem nekaj pač v naših logih, da bi bil doma, predvsem zaradi tega, ker bi bil raz družino. Zdaj oni so se meni prilagajali 20 let, zdaj bi pa jaz tukaj nekak support svojim tamalom. Oni so, tako kot smo mi za basket, so zdaj ki 2 pa Tara navdušenje na tenis, sem to trenirajo vsak dan po 2-3 ure, hodijo na te tekance, tako da... Tenis je rekel, ne? Tenisačice? Nekako svoje, ne bom rekel
Ja, te čisto noter, po 2-3 ure na dan hodijo na turnire, tako da zdaj dokler so v teh letih razvijajočih se bi rad pač z njim doma. Ne? Pa kasneje bojo pa šli od doma, da so tudi fanti začeli hoditi. Zdaj, če kakšen Roban pride, ko odprem vrata, sem brš. Pa se pa ta velika dera, kdo je pa bil? Ma ni bil, ni bil. Ker Robert De Niro tam v filmu, bi smo ga čekiral. Tako da te krizna leta bi rad malo zdaj z družino, kasneje bi pa, imam pa tudi še ambicije, kakšne malo bolj. Zdaj pa zaenkrat so punčke v spredi, tudi žene po dolgem času postavlja 20 let, da je meni hrbe držali nek svoj tak salonček, lepotnem se punce malo družijo, pijo kavico, lepša, tako da zdaj bo malo njim upora, kasneje pa. Ta male pa nikoli niso imele želje neke, da bi basket igrali, da jih je tenis bolj potegnil. Pa to, da ne me narobe razumel, jaz totalno, recimo, ker sem to 2 punčke, tudi jaz nem njih nikoli v basket silo, karkoli, tisto, kar bo to same hotele igrati, če bo sploh šport, bo te igrali, če ne, si mora sam vsak zbirati. Ampak me sem zanima, tak recimo, a ni bilo nikoli, da bi se sprobali v basketu, ali so vse probali, pa ni šlo, ali jih sploh ni zanimalo, veš, da vidim. Ni jih toliko zanimalo, no, v začetku smo jih dali malo tako na igranje za tenis, polih je pa to toliko potegnalo k nas, da nam je praktično kar naenkrat je meratalo tako, da so začeli bolj resno trenirati, pa te tekme hoditi, pa malo. Sicer so nekaj probale košarko, 1-2 katijat, pa ta velika bi lahko igrala. Ta velika je zrasla v enem letu, pa zdaj 17 cm, velika je 185, pa zelo koordinirana, tako da lahko bi igrala, recimo, če bi jo veselili, ampak je tenis toliko noter potegnil, jaz pa tudi nakoli sem forsiral. Meni med nami mi še boljše, recimo, da niso šle v isti šport, kaj mi. Vem, že tudi v karieri ene par teh sinov, kaj sem v Italiji, Menegim, pa tudi tukaj Jaka, Daniel, so bili odlični igralci, pismo pa vse so jih primerjali nekako s svojimi fotorji, pismo, vse je dober, sam fotor je bil pa tako dober, recimo, kaj se spomnim Andreja, tam je bil odličen igralec, še celo s Fučkom sta si razdelila MVP, pismo enega evropskega prvenstva, ki je bila Italija prvak, pa je bil pa mu je šlo toliko na živce, ki je skozi nekako v fotrovi senci, ki je pač v istem fohu, kot Dino, legendarni, ne bil. Jaz sem še vesel, tudi mene te treninge, tekence zanimivo gledati, pač športne karakteristike so iste, sam nek drug okolje, druge tehnike, drugačne igre, tako da sem vesel sem, da so najdle stvar, ki jih je potegnila. Mene je to največji uspeh, ko vidim tam malo, da moramo klele z Ljubljane štartati ob 7 zjutraj, ker imamo 9 že tekmo v Mariboru, ona pa se sama zbudi brez budilke zaradi adrenalina, tako kot mi recimo, pa hitro gre dol, pa prežge risanko, pa gleda Frančka, v levi rok pa drži supergo, pa zobotrebac pa daje kamenčke ven iz superge, recimo, se pravi, po eni strani je še otrok, po drugi strani pa šport toliko potegnil, da daje kamenčke ven iz superge, zato da je nov recimo drsel na samem terenu, se pravi, razmišlja že, ne da bi jaz recimo te stvari je rekel, tako not je z glavo, tako kamil, ki nas je košarka potegala. To je meni največji uspeh, zdaj dokdaj, pa koliko dobre bojo, čeprav trenutno so odlične za svoje kategorije, bomo pa videli, tako da zdaj enkrat, da ne stoji malo za Vse super, ker jaz sem tudi face kontra temu, ko vidiš tudi, tako se mi zdi, da na tem, ko si v športu, vedno srečuješ te starše, ko vidiš, da ima v bistvu fotela pa mati, da imata veliko večjo željo, kot pa otrok, da on nekaj dela. Veš, to me pa toliko moteče, no, pa ne moreš lih reči, da veš, ker to pač ni tvoja stvar, ampak po drugi strani se ti pa zdi tako malo, a veš, ko prav vidiš, da ima foter pravno željo, dej, šprit, lofta mali, pa dej, prosim, jaz bi šel rad violino igrati, pismo. Ja, dosti, to je problem, dosti zafrustriranih staršev. Se isto klemen, a pa jim bo ratal, sem rekel, kva rata? Jaz sem vesel, jim je že ratal, kako to den, to ni še nič, to je še otroški. Sem rekel, ratal, so že najdel šport, ga imajo toliko rade, da ga stanejo, da se same ob 6 zjutraj v soboto zbudijo, ker imajo tekmo čez 2-3 urice, pa ker se tukaj družijo, pa ker je meluštan, zdaj pa meni to rata, zdaj pa ti mi pa bolezen zgleda, da je rata, sam tisti, da bo pri 20 profesionalka, to jih je 1 promila, ne. Ampak že tole, da mladost lahko lepstiš na teniških, košarkarskih terenih, pa vso to pot, recimo, spremlja to, je neverjetno. Zadnje vprašanje, kdaj te bomo spet kaj videli na basket igrišču, kjera ekshibicijska tekma bo prva, kjer boš... Ne, Milko bo pro šport Škorci.
S hladnikom na eni točki igral, pa s Curijom, pa s temi. To je skrbno. Tam igramo, to zdaj predvidel, tam že igramo sparinge, že nekaj časa sem tam sparing za njih. Problem je vse, rade volje, pa dobre basketi se igrajo. Čeprav je čist druga, tale 3-3 pismo. Katastrofa je, ampak je zabaven. No? Ja, zabaven, pa čist neka druga dinamika. Tudi žoga je malo manjša, dobro, meni še bolj odgovarja na te kratke prste, ki bi delal reklamo za Monte. Ne za Twix, če bi delal pismo. Še bolj mi odgovarja, ki je manjša žoga. Tam mi pri njih ni bolj problem pol ostati za šanka še 2 ure analizo treninga, pa nimam te kondicije še. Bomo počakali, da za kakšen basket, da se cela naša generacija pa bomo skupaj kakšno stvar naredili, ali za veselje, ali pa s kakšen mu namena. Tudi tukaj me sprašujejo, naredili kakšno poslovilo. Glede, kakšno poslovilo? Če ima to stvar kakšnega namena, da bi sam zaradi svojega nekega ego takole mahal z roko, ne. Prav, edej, vseš poslavljaj. Kam se poslavljam, če jutri spet na kavo pridem? Zdaj sem klek. Vrhunsko. Bomo polet kakšen basket. Zdaj profesionale, s tem ne smemo poškoditi. Brez lahko, kakšno sekirico mu lahko spustim. Kakšen basket vrgam. Badminton še igraš. To me pa ful potegne. Jaz upam, zdaj nima trenutno kluba, pa malo za kondicijo to tole trenirava se uro, pa povene 2krat na teden se razletava tale badminton, z Rašo tam hodimo tam malo na kettlebelle, ko je Breza doma, tudi kakšen tenis špila, kadar si doma poklič, gremo, še vidva se javta. Jaz sem ping-pongu dober, tako da če to zdaj bavaš, res, nogama, pismo, te korejske športe, noš veril, Breza pismo, takole, ki je pismo kon velik 2,20 m, bi mislil štorast, kako igra tenis, ping-pong sem pa tudi z njemu igral, pa nimam šans. Tenis sem enkrat drug, ampak ping-pong, kdo bi si mislil, recimo, ki je to kvelak, ne? Kako igra? Ping-pong igra, tako da imamo že. To je ta centrski footwork, to je to. Škaj je ping-pong? To je ta primorski veter, tam se žana. Ping-pong pokriješ, dolge roke pokriješ ful po mojem placa, ne, a veš. Jaz se predstavljam, ne vem, ping-pong imaš ful prednost z dolgimi rokami, se mi zdi, ne vem. Noge morajo delati, samo z roke pa ful, jaz vem, če mi kje da kakšne slajse, pa to z lahkoto vse vračaš, to ni... Res. On mi razlagal, kako on mi že takrat, ki bo Indijan, zreži Miller in kvajen, kle delamo gredo, bi sem smislil, da vidim, pa tudi mene kle bil res obrada, mogoče res kaj to praviš, tole dolge roke. Ja, vem. Treba je takole najdati neke viška energije, pa še kar ostane takole po karieri. In treba najdati neke takole malo nadomestne športe. Jaz malo tenis, Brezam igram, tam badminton z unmu, laufam, kle z eno prijateljem zrašil, tam zjutraj kettlebelle, tam une ruske kugle premetava. Vsak dan si treba dobro zletati po prešvica, da po dan pridem, da tudi žena bolj prijazna zgleda po otroci, tako da ko se malo bolj mira. Vsake čas. Milko, ful ti hvala za ta pogovor, res. Super, sem ful vesel, da smo se slišali. Ful dobro, res. Samo rekel, pojem že. Prid na Twitter že, no, ker to že prezadzim. Ki po enem letu zdaj ni polga, nemo dobro. Zdaj bo že spet dobivala tvite, to vsi vemo. Zdaj bo vsi že spet žil, pa spet bo hashtag Milko na Twitteru. Dajmo to sprovesti. Vse lahko narediš akaunt, pa pol pozabiš. Sem to, da je, stari. Ne, moraš biti žuren, jaz sem dinozavar. Že tale iPhone sem kupil, sem mislil, da sem zebel, da mi niso dali tipkovance zraven, sem šel nazaj reklamirati. Tako da ni to... Ko se oglasita, se rade vole na piršek ali pa na kavico, da bi pa ne basket, tele moderne, pa nisem najbolj še domačno. Mogoče, čez kakšno olimpijada, 2, 3, 4, 5. Jaz ti lahko za konec rečem res en velik respekt za kariero, pa hvala vse, kaj si naredil, ker si bil tudi meni dol in tudi si mi pomagal, da sem jaz po treningu smo vstajali, pa zakocavali, pa smo bili kot Milko, tako da full thanks. Vsaka čast, thanks, Bog je, mi veliko pomen. Ful sem vesel, da smo se slišali, ajde, držite se. Ajde, hvala ti, smo na vezi. Ajde, čau. Čau. Ok, to je bil Marko Milič, Milko, jaz upam, da je bil tudi vam toliko fajn poslušati Milko, ker res dejansko vedno nasmeji in vedno ima kaj zanimivega zapovedati, iskreno zapovedati, pa zraven tek še malo doda, kako tako zabavno foro in Milko, full thanks, res, da si trgal to uro časa.
Se zdaj ima cajt, ki je upokojenc. Zdaj ima cajt, ne, zdaj ima cajt. Razumeš, zdaj ga bomo na kakem ping-pongu, ki jo ulovili. To pa to. A ti igraš ping-pong? Mislim, znam ga igrati, če to kaj pomaga. Ne pomaga. Okay. Ja, sorry, profi. Nisi ta rang. No. Čeprav to bi bilo vrhunsko, ne. Te ene deble udar, pa vsi 2 metra veliki. To bi se poklal, bi se. Pa uno, ste vi igrali časih laufarja? Laufar je vrhunski. Ja, stavaš tako enih 6 dvometrašov, da igrajo laufarje, ki bi to zgledalo. Ja, spotaknil bi se slego pravi. Ja. Koliko sem se časih nabil v korner mize, ko sem prelaufal. Pustimo zdaj to. V glavnem, admin zadeve. Podcast je valjda na spletni strani aparatus.si, smo tudi v iTunesih, dajte nam tam kakšno oceno, dejansko pomaga, ful hvala. Aparatus je tudi na Facebooku, poiščete aparatus.si, oziroma na Twitterju je aparatus in pa podrobnosti imajo svoj Twitter account, kjer naš sužen strokovnjak pridno tvita, to je pa na afna podrobnosti _si in pa še enkrat Iber, hvala vsem, ki podpirate tole, kar delamo, dejansko kupujemo pa lahko opremo, serverje, vse živo, brez vas pač aparatus kot mreža in tudi podrobnosti posledično ne bi napredovali in se ne bi več toliko trudili. To je pač res in tako je. Pa tudi ne bi več snimali. Če enkrat bom jaz, mislim, to te že zdaj povem, če enkrat jaz vidim, da več ne bo zanimanja, pa da ne bo folk hotel poslušati, pa da ne bo, da ne bo več to. Pa brez veze, res, ker res dejansko delam, uživam tem, da folk to posluša, pa dobiš pol nazaj ta feedback, pa vse to, da podpirajo mrežo in tako naprej. To je to, tako si rekel prej, circle of life. Ne? Res je. Pa se vam midva na Skypeu dobivala, pa sama en drugim. To pa može. To je to. To pa može. Zdaj, ne vem sicer, kdaj smo nazadnje imeli v poleti weird zadeve, ampak počasi bomo mogli s pižamcem nekaj narediti. No. To je res. Mislim, da se bliža ta čas. Mogoče ne naslednice, mislim, da smo blizu. Mogoče čez 2, oziroma pač ne naslednji, ampak naslednji. Naslednji, lepa. Ja. Pa mogoče z kančkom ene take dodatke. Hotel sem reči z enim dodatkom. Okay. Bom probal narediti. To je za enkrat. I'll allow it. Se to smel na meni reči, nič več. Povem, da ne maraš, da se kaj preveč reče. Točno to. Ja. To je to, dajte deliti naprej ta besedo v tem podcastu, v tej epizodi in full thanks, pa se slišimo kmalu. Ok, ajde. Aj, čau.